Koper je obiskal slovenski pesnik in pisatelj Feri Lainšček. V okviru niza prireditev Svet v vodnjaku je koprskemu občinstvu predstavil svoj novi roman. Gre za drugo knjigo iz trilogije z naslovom Petelinje jajce. Prva knjiga Kuri pastir je bila med bralci lepo sprejeta, saj je doživela 4 ponatise ter bila nominirana za Kresnika. O vsebini nove knjige je avtor povedal. V teh knjigah se na en poseben način ukvarjam z svojim otroštvom. V prvi knjigi nekje tam do starosti 3 mesecev, v drugi knjigi pa z tistim otroškim obdobjem 5-6 let, se pravi s tako imenovano fazo magičnega mišljenja pri otroku. Ampak to je samo neka taka notranja moja preokupacija, če tako rečem. Drugače je pa to slika časa, v katerem sem preživel otroštvo. Knjiga je avtobiografija, a je napisana tako, da bralec dobi občutek, da gre za literarno delo. Spomine, na podlagi katerih je bila knjiga napisana in ki se jih je avtor na začetku procesa komaj da spominjal, je obujal na različne načine. Pomagal sem si z Jungovo metodo aktivne imaginacije, ki je v bistvu, če bi tako rekel, neka oblika psihoanalize ali pa mogoče regresije. Tako da sem odkril mnoge stvari, ki jih moj zavestni spomin ni hranil. Se pravi tisto, kar je odrinjeno, potlačeno, skrito, namerno pozabljeno ali pa ne. Tako da je v bistvu to za mene ena taka zelo lepa avantura, pravzaprav neka lepa izkušnja pisateljska. Feri Lainšček je znan tudi po svoji poeziji, za katero pravi, da je zanj intimno početje. Sam meni, da je liričnost, ki se prebuja v človeku, v njegovi poeziji ujeta na način, ki je arhetipski, saj opaža, da se njegova poezija dotakne mnogih. Nočem, kako bi rekel, zelo komplicirano govoriti o svoji poeziji. Na prvi pogled mogoče deluje lahkotno, ampak v bistvu ni tako. V bistvu si to, kar je videti najbolj preprosto, neke te preproste resnice, rabiš dolgo pot, da prideš do njih. Nerad piše po naročilu, saj se opira na svoj navdih. Z roki se ne obremenjuje in jih ne upošteva, a pravi, da založba to spoštuje. Tretji in zadnji del trilogije bo izdan konec naslednjega leta, naslov pa še ni znan. Koprsko taverno je zavzela folklora, saj je minuli vikend tam potekal mednarodni folklorni festival, naslovljen Z glasbo in s plesom do Balkana. Folklorne skupine iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Avstrije, Italije in Madžarske so se z raznovrstnimi točkami predstavljale 2 dni. Skupno število nastopajočih je preseglo številko 300. Folklora je, rekli bi, ljudska znanost. Tisto, kar je človek ustvaril v davnih časih, pesem, ples, običaje, folklorne kostume, ljudsko nošo, tako da zgodbe kakšne, Tako da so pravzaprav to, kar se prikaže na odru, na koreografijah, je sklop vsega tega. In petja, in dobre glasbe, in ljudske noše iz določenih regionov, krajev, zato so različne. In tudi kakšni običaji, kot so recimo poroke, prikaz kakšnega dela poroke, kakšnega dela, potem naprimer Đurđev dana kot praznika in tako naprej. Manjšinske in slovenske folklorne skupine folklor v Sloveniji dobro ohranjajo, meni Vesna Bajič, ki je v Kopru ustanovila folklorno društvo Akut Kolo. Želi pa si, da bi bilo vanj vključenih več mladostnikov, saj folklora celostno spodbuja otrokov razvoj. Skozi glasbo, ples otrok namreč hkrati razvija motoriko, koordinacijo in razmišljanje. In je priporočljivo nekako bolj kot šport, bi rekli, ker se tudi zelo utrudijo plesalci pri plesu, pri izvedbi koreografij in je tempo kar živahen in tako da je, tako bi rekla, in umetnost in šport skupaj. Med nastopajočimi je bilo vseeno videti veliko mladih, med katerimi smo ujeli skupino iz avstrijskega Linca, ki se je predstavila s točko Krajiške igre. Prvi put smo sa klubom u Kopru i lepo je baš ovdje. Šta vam je najbolje pri folklori? Putovanja, mislim. V Akademskem kulturno-umetniškem društvu Kolo, ki je bil tudi organizator festivala, so se najmlajši predstavili s tako imenovanim srbskim nastopom, v sklopu katerega so plesali in peli. Česa se najbolj veselite danes? Plesa, nastopa, plesa.
Med nastopajočimi skupinami je bila tudi skupina iz avstrijskega Wilhelmsburga, ki obstaja že 45 let. Koper so obiskali prvič, njihova predsednica pa je povedala, da ne zadnjič. Jako mi je drago da se djeca druže i što očuvamo našu tradiciju koja već godinama traje, što je jako teško u državi našoj gdje živimo, ali pokušavamo da se okupimo i da to već godinama održimo. Namen festivala je bil promovirati folklorno ustvarjanje balkanskih narodov in društev, ki negujejo pesem in ples narodov nekdanje Jugoslavije, predvsem tistih, ki živijo izven meja domače države. V začetku meseca junija se je v Izoli odvila že 19. edicija mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Prva izvedba se je zgodila leta 2004, ko so v slovenskem prostoru opazili potrebo po prikazovanju filmov držav tretjega sveta. Danes je geografska struktura filmskega programa nekoliko drugačna in sicer smo v zadnjih 10 letih postopoma, ampak zelo spontano, popolnoma odprli kakršnekoli geografske zamejitve ali okvirje pri tem, ko oblikujemo filmski program. In danes v programu zelo verjetno prevladujejo evropski filmi, se pravi filmi iz evropskega kontinenta, ampak vsako leto pozorno poskrbimo, da pripeljemo tudi vsaj nekaj filmskih naslovov, recimo iz Indije, vedno iz Latinske Amerike, čelje mogoče tudi iz afriških kinematografij, tako da je geografski fokus oziroma geografska značaj festivala danes mnogo širši, ampak še vedno poudarjeno mednaroden ali, če rečem, globalen. Festival se je uradno otvoril v sredo 7. junija. Večer pred začetkom pa so tudi letos organizirali projekcijo presenečenja, ki je bila na ogled brezplačno. Istega dne pa se je v galeriji Salsa Verde otvorila še razstava Tempo v prostoru. Obiskovalci festivala bodo v naslednjih dneh na programu odkrivali udarne filme, se srečevali s filmskimi avtorji, se s programom za profesionalce poglabljali v zanimive podrobnosti filmskega ustvarjanja, prikazovanja in razmisleka o filmu, v galerijah in na koncertih pa raziskovali pestro kulturno-umetniško festivalsko dogajanje in se ne nazadnje družili v širokem in raznolikem, a vendarle bliskem, ozkem krogu ljubiteljev filma, umetnosti in festivalske radoživosti. Letošnji program je sestavljalo 120 filmov. Od tega jih je bilo okoli 40 celovečernih, ostali pa so bili kratki. Gre za veliko številko, ki je tudi nekoliko večja kot v prejšnjih letih in seveda poskrbimo, da so vsi filmi zavrtijo na festivalu Kino Otok vsaj enkrat, nekatere pa prikažemo tudi večkrat. Čeprav se Kino Otok že ves čas odvija v Izoli, festival tesno sodeluje s Kinodvorom in Slovensko kinoteko v Ljubljani. V zadnjih letih pa so se povezali tudi z art kinematografi v Sežani, Idriji, Cerknici in Tolminu. Kine, ki prikazujejo svoj program čez vse leto, ampak v času Kino Otoka pa si skupaj podelimo nekako del festivalskega programa in na ta način uresničujemo del našega poslanstva, ki je zagotavljanje dostopnosti do kakovostnega avtorskega filma. In pri tej dostopnosti je seveda treba vzeti v upoštev tudi geografsko dostopnost, ker vsi gledalci pač ne morejo pripotovati v Izolo zaradi različnih razlogov, zato del kinotoškega programa potuje k njim. Kot je povedala vodja festivala, je njegov glavni namen razvijanje filmske kulture, spodbujanje kritičnega mišljenja in odprtega dialoga o filmski umetnosti. Festivala vsako leto seveda posvetimo ogromno časa in truda temu, da v okviru programskega sveta festivala izberemo naslove, ki so na različne načine relevantni, pomembni za slovensko občinstvo. Pri tem seveda raziskujemo filmske krajine, različne avtorske izraze, ampak obenem močno verjamemo, da filmska umetnost ne obstaja in nikoli ni obstajala sama zase, ampak vedno nastaja v nekem družbenem, kulturnem kontekstu
in v nekem različnem, drugačnem, mogoče družbenem kontekstu jo gledamo. Zato je za nas zelo pomembno ustvarjati dialog med filmom in družbeno situacijo, ki te filme obdaja. Po drugi strani se nam zdi pa tudi izjemno pomembno, da film postavljamo v dialog z drugimi zvrstmi umetnosti, kot je na primer glasba, kar se potem tudi odraža v samem programu festivala, kjer posvetimo ogromno pozornosti filmskemu programu, ampak precejšnjo mero tudi oblikovanju glasbenega programa, ki podaljša nekako festivalske dneve v večer in noč na plaži Svetilnik. Na plaži Svetilnik se je vsak večer odvijal tudi program Video na plaži, ki je predstavljal zbirališče za mlade in manj uveljavljene filmske avtorice in avtorje. Ogled filmov Pod zvezdnatim nebom je bil na voljo vsem mimoidočim, ker so bile projekcije brezplačne. Ta sklop. Video na plaži ima pa prav poseben status v programu festivala Kino Otok Izola Cinema, zato ker je to edina sekcija, za katero objavimo javni poziv, kot sem že rekla, mladim, mogoče manj uveljavljenim filmskim avtorjem, da nam pošljajo svoje kratke filme, ki so nastali v 2 preteklih letih. Vsako leto se na ta poziv odzove precejšnje število avtorjev, prejmemo okrog 120 do 150 nekako prijav, odvisno od leta. In potem skupina selektorjev, v kateri so Matej Šerman, Teja Miholič in Mila Prešin, izberejo 5 programov Videa na plaži, ki potekajo vsak večer festivala, spet od srede do nedelje, na plaži Svetilnik. Ti programi so zelo eklektični, raznoliki, prikazujejo tako kratke dokumentarce, kratke igrane filme, animacije, eksperimentalne. In vsak večer so zbrani v nekakšne tematsko zamejene programe. V osrčju filmskega festivala so seveda filmske projekcije. Kino Otok pa je obogaten tudi spremljevalnim programom. Poleg glasbenega programa je bil na voljo še program Pro Otok, ki je poskrbel za vse filmske profesionalke in profesionalce. Res hvala to vidimo, da bomo zdaj naslednje 3 ure približno tukaj skupaj razmišljali o trajnostnih dogodkih, o trajnostnem ravnanju organizacij, kulturnih organizacij, skratka, nekako bomo prepletali trajnostno delovanje, predvsem v kulturi, ampak večinoma itak, na vseh področjih, ko govorimo o organizacijah, je trajnostno delovanje, pač ne glede na področje, več ali manj isto, par specifike še to ali tam. Zdaj samo en stavek o Monoteri. Mi smo tudi nevladna organizacija in sicer že skoraj 30 let na sceni. Se ukvarjamo s trajnostnim razvojem, mogoče bolj z okoljskim delom trajnostnega razvoja, pri čemer je naš velik fokus na področju oziroma doseganju sistemskih sprememb, se pravi delamo na politikah, mogoče ta bolj, bom rekla, za meni se zdi pomembnejši del, ampak tudi v enem težji del. En večji delež naših aktivnosti so pa izobraževanja, delamo na primer z učitelji ali pa z občinami, pa ozaveščanje, tako da nekako skušamo potem to dvoje nekako združiti v eno koherentno celoto. Trajnostne dogodke smo v bistvu začeli in trajnostno zeleno pisarno, mi imenujemo koncept zelene pisarne, to že 10-15 let nazaj uvajati, tako da bom tudi kakšne primere dala iz našega konkretnega primera, da ne bomo samo na teoretskem nivoju ostali. Je pa, kakor je Ines rekla, do 11:15 imam jaz zdaj predavanje, potem imamo odmor, potem pa sledi delavnica, kjer boste pa vi več govorili, v prvem delu bom jaz več. Tako da se nadejam, da bo prišlo en kup fajn uporabnih stvari za ta sektor, ker mislim, da zdaj res sem vesela, da se tudi v zelenem prehodu govori na področju kulture, ker je to vendarle horizontalna tema, ni to samo tema zase. Spremljevalni program je sestavljal tudi program Podmornica, ki je bil namenjen otrokom, mladim in družinam. S programom so začeli leta 2013, z njim pa dajejo veliko poudarka na filmsko vzgojo in razvijanje dialoga o filmski umetnosti. Zato, ker film je taka formativna umetnost, če tako rečem, te formira, te oblikuje. To je umetnost knjige, film, glasba, vse zvrsti umetnosti, take kot te zadanejo v srce
so zelo pomembne. So pomembne, ker ti odpirajo obzorje, odpirajo duha in sam sebe preko njih odkrivaš in so zelo pomembne, da so najmlajši v stiku z njimi. In tudi zaradi, to so najlepše stvari dejansko v življenju, z njimi bi se mogli čim prej srečati, ker nas oblikuje. Cilj programa je nagovarjanje senzibilnosti in odprtosti do različnih vsebin ter ustvarjanje občutka za estetiko. Kot prvo je film vsak ga razume na en tak svoj način in to je super in to je povsem legitimno. Enemu je film všeč, drugemu ni. In tudi, ko ti nekaj ni všeč, je dobro, da lahko to izraziš varno, jasno, brez da si obsojen. Ker pomeni, da eno tak glavnih vodil ravno pri pogovorih o filmu z mladimi je to, da ni napačnega odgovora, da vsak odgovor je pravilen, ker ga ti tako dojemaš, ker ga ti tako čutiš, ker stvari se lahko interpretirajo na različne načine. Jaz bi rekla, Letošnji program je pomagala sestaviti tudi skupina mladih med 12 in 14 letom starosti, ki sodeluje v sklopu mednarodnega projekta Mladi selektorji za mlado občinstvo. Skupaj so si izbrali film Poletje, ko sem se naučila leteti in na koncu projekcije tudi vodili pogovor s srbskim režiserjem Radivojem Andrićem. Predstavitev, ne. Zakaj so nam mladi selektorji pomembni? Zaradi tega, da nismo mi vedno tisti, ko odločamo, kaj je dobro za mlade, ampak je to za nas ena krasna izkušnja, da zvemo, kako mladi, starejši in mlajši mladi vidijo svet, vidijo film in kaj jim je všeč, kaj jim ni, ker generacijsko se zelo oddaljujemo počasi, eni se staramo, eni še odraščajo in je zelo pomembno, da razumemo, da damo to platformo in možnost, da sami sooblikujejo program in ta program, ki ga sooblikujejo, tudi predstavijo svojim vrstnikom. Se mi zdi, da so oni bliže vrstnikom, kot smo mi in mi smo tukaj neko, kaj naj rečem, eno tako pomagalo, ne, od zadaj, ne, ko jim želimo pomagati in hočemo s časoma in čim več prostora prepustiti. Ali vam je bilo delo kdaj naporno? Da li? Ja, da. To je neupitno, to je jako težak posao, ali je toliko zanimljiv da onda ti ni ne shvataš koliko je teško dok se sve ne završi. Kad se završi, obično se svi razbole. Koliko časa ste potrebovali za izdelavo filma? Pa trajalo je, rekao sam da je to za producente trebalo skoro 6 godina sa traženjem prava na knjigu, pisanjem te prve verzije scenarija. Za mene je trebalo oko 4 godine. Od toga, posle snimanja filma smo potrošili više od godinu dana na ove razne efekte u filmu. To je ova riba koja govori, ovi koji lete i sad razne ove neke slova koje se pojavljuju i tako dalje, jer to se ne padne ti na pamet odmah najbolje rešenje, nego neko prvo, ti ljudi koji se time bave, koji znaju sa kompjuterima, oni prvo nacrtaju, pa ti pošalju, pa ti kažeš pa ja ovo ne valja, pa onda smišljate nešto drugo i onda to traje dok se ne završi. Tako da je Boga mi trajalo. Kaj pa za samo snemanje na terenu? Pa na snimanje je trajalo, ja sad nisam više siguran, ali recimo da je trajalo sve zajedno 34 dana, to je 34 dana kada se snima, na svakih 6 dana mora da se da jedan slobodan dan, kao što obični ljudi, mislim ne obični ljudi, nego ljudi koji se bave običnim poslovima, normalnim poslovima, a ne ovim nenormalnim, oni imaju 2 dana nedeljno slobodno, a mi nesretnici imamo jedan slobodan dan. I postoji nešto što se zove prelazni dan, to je kada se snimaju noćne scene, pa onda treba da se sutradan snimaju danju scene, onda mora da se daje ta prelazni dan jer ti ne možeš celu noć da snimaš, pa onda odeš istuširaš se pa nastaviš dalje da snimaš, nego ceo dan se odmaraš. I svi vole. Na otvoritvi glasbenega programa je nastopila obalna umetnica Ita Kora, ki je na odru s svojim producentom predstavila svoj prvi EP Ika Tarla.
Glasbenica, pevka in klaviaturistka je z ustvarjanjem pod psevdonimom Ita Kora pričela dobro leto nazaj. Kaj pa se skriva za imenom Ipija? Ika Tarla je pa ravno tako nastal na podlagi sodelovanja s kolegico Klaro in je kombinacija najinih imen Ita in Klara prišla ven Ika Tarla. Nasplošno si rada izmišljujemo nove besede. Se mi zdi, da nam primanjkuje novih besed. In nam je bilo všeč, da je neka nova beseda, ki lahko potem si vsak po svoje predstavlja, kaj pomeni. Mene me spominja na nek prostor, ki ne obstaja, se pravi nek domišljijski prostor. Tako. Tudi Klara sodelovala pri izdelavi IP-ja? Ja, Klara je pri komadu So Many Dreams prispevala klavirski part. Zato se tudi od tega je potem prišlo ime IP-ja. Kako pa bi opisala to, kar smo slišali na koncertu od Kino Otoka? Ja, se pravi, koncert na Kino Otoku v sredo je bil nekako podaljšek mojega IP-ja, se pravi, predstavljala sem svojih 5 komadov iz IP-ja. In tudi bolj orientalski part, ki sva ga skupaj s producentom Lenijem Bržanom v bistvu že pred 2 leti ustvarjala. Kako pa bi opisala ustvarjalni proces IP-ja, kako je ta sploh nastal? Ja, to je bil precej dolg ustvarjalni proces in sicer sem začela prvi komad ustvarjati že pred nekaj leti. Vedno me je vlekla filmska glasba, se pravi, da povezujem različne medije umetniške. Tako da mi je bilo zelo naravno to ustvarjanje, se pravi, nekega tega soundtracka. Rada tudi pišem poezijo in zato sem potem nekako vse skupaj združila. Iz kje pa črpaš inspiracijo za ustvarjanje? Inspiracijo črpam iz notranje nuje. To je nekaj, kar moram početi, da se počutim v redu. In ko nisem ustvarjalna, mi resnično manjka nek outlet. Tako da je to res nekako notranja nuja. Ja. Da izrazim sebe. Na odru pa nastopaš tudi s svojim producentom, ki je hkrati tvoj partner. Kako bi opisala vašo dinamiko oziroma kako usklajujete to dvoje skupaj? Ja, zna biti kar pestro včasih. Pred špilom se treba običajno skregati, ne? Ampak kar gre, no. Mislim, umetniško se zelo ujemava, se dopolnjujeva, on je malo bolj tehnični tip, jaz sem malo bolj analogni tip, tako da se nekako najdeva na pol poti. Hkrati je to plus, ker se poznaš, veš, kaj iščeš, sploh z glasbenega vidika, zvokovno je to v bistvu en tak plus. Po drugi strani je pa včasih intenzivno, ker vse delaš skupaj, tako da potem si malo soustvarjalec, sodelavec, partner, vse skupaj, vsega pomalo. Kako pa poskrbite za dobri vibe na odru v primeru, da pride do kreganja pred koncertom? Ja, se potem nekako, ko stopiš na oder, ti preklopi, ne? Je on switch, ok, zdaj smo tu, zdaj treba dati vse od sebe. Tako da, ne, kar se tiče muzike, nimamo težav, no? Se mi zdi, da imamo zelo skupni imenovalec. Tako da ja, tako kot imaš tremo in potem stopiš na oder in zgine, tako nekako tudi s tovrstnimi zadevicami. Pripravljaš kaj novega mogoče? Ja, pripravljam svoj drugi EP z naslovom Desire for the Unknown, ki planiram izdajo poleti. Ja. Kje pa da lahko kaj vidimo še v prihodnje? Ja, se pravi 21.6. Me lahko ujamete skupaj s kolektivom Pero srce v Piranu ob Svetovnem dnevu glasbe. Pred Kafe teatrom bodo stojnice, bomo imeli svojo stojnico in svojo soigralko Hano pripravljava tudi par komadov, kjer bo tudi ona interpretirala svojo poezijo, jaz bom odigrala par komadov.
In potem že tako naslednji dan, 22.6. na Cmok Festu na CMK Markovec, zunaj na vrtu, bova tudi predstavili najin projekt 1994 Astropop. Filmski festival bi bil v takšni meri zelo težko izpeljan brez pomoči prostovoljske ekipe, ki je med festivalom živela v kampu na Svetilniku oziroma v nastanitvi pri Mancijoljevi palači. Medtem ko je večina prostovoljk in prostovoljcev iz Slovenije, jih je letos prišlo okoli 15 iz tujine. Ja, prostovoljci so tudi stalnica tako rekoč festivala od vsega začetka. Rekla bi celo, da se je v prvih letih festivala veliko bolj nekako računalo na pomoč in na sodelovanje prostovoljcev. V zadnjih 10 letih se je festival tako zelo razvil in s tem tudi povečal, da bi ga skoraj bilo nemogoče izvesti zgolj z prostovoljnim delom, tako da za glavnino organizacije še vedno poskrbi profesionalna ekipa kulturnih delavcev, ampak prostovoljci se pa seveda vsako leto pridružijo. V Izoli med festivalom letošnja številka se giblje okrog 55 prostovoljcev, kar je približno običajna, nekako stalna redna številka v zadnjih letih. Zelo, zelo lepa novica je, da se vsako leto vsaj polovica prostovoljcev iz prejšnje izvedbe vrne, kar verjamemo, da govori o tem, da je izkušnja prostovoljstva na Kino Otoku prijetna oziroma da neko zadovoljstvo. So, what's your name and where are you from? My name is Joel Kaufmann and I'm from Budapest, Hungary. How old are you? 22. Is this your first time on Kino Otok? No, it's my second time. Last year was so spectacular and fun that I decided to came back and And why was it so spectacular? Mostly because of the weather and for the specific location, it's near to the sea and it's so chill. It has this dolce far niente vibes and I really enjoy it. And also the outside screenings were something that I've never experienced before, so yeah, it was kind of a great experience. So what are you doing this year and what did you do last year? The same thing, basically. I'm at the camp team, so it means I'm at this reception over here for 7 hours in different shifts. Yeah, I do this. I give people the coins so they can go to the bathroom. I mean, it's a pretty responsible. It's a pretty big responsibility for me. It's a very important job for volunteers. I think I can handle it. And what would you say is the best part of working here? The best part of working here, even when I'm working, quote unquote, working here, I can watch movies and get invested in my things, working on a script or talking with friends. But the best part is probably meeting new people and who share the same passion for movies and movie making, because everyone here is from the industry or big film enthusiasts. So yeah, but the best part is Bence, by the way, my friend over there, and sharing the bathroom with him and taking shower. You should cut this one out. Yeah, that's it. So will you be coming back? I think so. I mean, if they let me after this interview. Kako ti je ime in koliko si stara? Živjo, moje ime je Polona, prihajam z Dolenjske, stara sem 29 let. Si prvič na Kino Otoku? Letos sem drugič. Kako pa si izvedela za Kino Otok? Zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da je Kino Otok našel mene, zaradi tega, ker sem nek dan scrollala po Facebooku in preprosto videla push obvestilo, da iščejo prostovoljce in tukaj sem. Zakaj pa si se vrnila letos spet? Iskreno, vrnila sem se zaradi tega občutka, ki sem ga imela po koncu festivala, da sem se počutila zelo sproščeno, zelo dobrodošlo in da je bila to neka lepa uvertura v poletje. In mislim, da mi to ta trenutek prav manjka in zato sem tukaj. Kaj pa ti je najlepši del Kino Otoka? Najlepši del Kino Otoka so definitivno ljudje, ki prihajajo z vseh vetrov in mislim, da nekako s tem tudi širim svoje obzorja, ker smo si vsi tako različni in je zanimivo gledati življenje in svet drugih ljudi in nekako spoznavati od sebe preko tega. Kaj pa delaš na Kino Otoku?
Na Kinotoku letos delam v kuhinji, tako da skrbim za dobro razpoloženje vseh prostovoljcev, ker vsi vemo, da ljubezen gre skozi želodec in da prazna vreča ne stoji po konci. Kaj pa si lani delala? Lani sem bila pa runner, kar pomeni, da sem vsega delala pomalo, tako da sem imela priložnost poznati različne naloge, različne funkcije, ki jih Kinotok pač pri svoji organizaciji opravlja. Kaj pa ti je ljubše? Iskreno sem vesela, da pač imamo pogled tudi v to kuhinjsko pozicijo. Načeloma pa mogoče bi mi bilo ljubše v prihodnosti še tudi kaj po moje v zvezi z organizacijo dogodkov delati. Imaš še kakšno zaključno misel? Da sem zelo hvaležna, da sem tukaj. Hvala za priložnost, pa upam, da se še kdaj vidimo. Pa začnimo. Kdo si in koliko let imaš in iz kje prihajaš? Sem Nina, imam 24 let in prihajam iz Kopra. Torej iz Kopra si prišla prostovoljiti in spati na kamp v Izolo. Tako je. Si prvič na Kinotoku? Sem prvič. Bi prišla še kdaj? Bi prišla definitivno še kdaj kot prostovoljka in tudi kot obiskovalka. Kaj pa delaš kot prostovoljka? Sem na programu Podmornica, kjer so projekcije za otroke oziroma za šole. Kaj ti je najljubši del prostovoljenja na Kinotoku? Bi rekla, da to sproščeno vzdušje in te neke nova prijateljstva, ki se sklepajo med nami prostovoljci. Okay, so what's your name and where are you from? I'm Mark from Hungary. Is this your first time on the festival here? Yes, it's my very first time. And how did you find out about it? I am on Erasmus right now in Slovenia. I'm doing my master's, and my classmates, the class I joined, they been here last year, and they convinced me to come with them again. What are you studying? I'm studying cinematography. That's my master at my home school. But the one I joined here is just video film, so it's not a specified subject, it's just film in general. Do you have any experience in volunteering from before? No, not at all. Festival bi moral že letos praznovati 20. obletnico, če ne bi bila ekipa primorana leta 2008 zaradi pomanjkanja javnih sredstev preskočiti izvedbo festivala. Direktorica si ob jubilejni ediciji v letu 2024 želi, da se na kup zberejo sodelavke in sodelavci, ki so v ekipi sodelovali v preteklih letih, in filmske avtorice ter avtori, ki so bili na obisku že večkrat. Thank you.